brez kakršnega koli olepševanja ali izmikanja situaciji. Tole je še ena kar v nizu sramot slovenske košarke oziroma slovenske reprezentance. Poraz proti Portugalski na Portugalskem 82-74. Portugalska boljša, predvsem v prvem polčasu, ste sami videli. Kdo pa morda ni, pa lahko pogleda za nazaj, ali kaj ne rečem, ali pa posluša tale moj podcast. Očitna razlika v pristopu iz prvega v drugi polčas, kar je v bistvu že nek vzorec, ki se ponavlja pri selektorju Sekuliču. Po mojem mnenju kar glavni krivec za nastalo situacijo, je pa svoj videz situacije, vsake oči imajo svojega malega in gleda zlomka. Zdaj ravno pričakujem izjavo Sekuliča, upam, da jo bo Šport TV serviral po srečanju. Ko tole snemam, je v bistvu le nekaj trenutkov po zaključku srečanja. Preden grem v detajle, v glavnem, vsi smo živi in zdravi, vmes mi je nekaj padlo dol. Ne vem, slovenska reprezentanca, ali kaj ne. En vzorec se ponavlja, vzorec slabih začetkov pod trenerjem Sekuličem. Da sem malo bolj natančen, Poljska v Nemčiji, v Evropsko prvenstvo, Hrvaška kvalifikacije za olimpijske igre v Grčiji, Grčija kvalifikacije za olimpijske igre. In danes, to so 4 katastrofalni pristopi v tekma. Zakaj? Ne vem, nisem zraven, nimam pojma. Verjamem, da si igralci želijo drugače začeti, ampak se nekako to ne zgodi. Kakšni so razlogi, nimam blage veze, ampak to je tisto, kar potem v končnem rezultatu tepe. Ne vem, če veste, ampak mi smo drugi polčas dobili 33-50. Zdaj, kaj je bilo drugače? Razen omenjenega pristopa, agresivnejša obramba, neprimerno agresivnejša, tudi za ceno favla. V prvi četrtini smo storili eno osebno napako, izgubili pa četrtino 22-10. Medtem ko so bili oni agresivni in so nam dali ne vem koliko prostih metov. Oni so izpolnili bonus v 4 minutah. In to se jim je obrestovalo. Prvi polčas je bil 49-24 za Portugalsko. Pa naj dvigne roko tisti, ki pozna enega igralca Portugalske. Mi pa se nismo prilagodili ne kriterijev, ki je dopuščal agresivno igro, nič nismo naredili. Rotiral je trener, strokovni štab je rotiral, nismo dali razpoloženja igralca, ajde z izjemo Prepeliča, Klemena Prepeliča, ki je tukaj ostal razpoložen. Zdaj sem vmes dočakal Zorana Dragića na intervjuju po tekmi. Iskreno me ne briga doben igralec danes, razen trenerski štab, ki pa ga očitno ne bom dočakal. Mislim, da bi bilo higienično, da bi ga pomočnika selektorja Basina smo slišali v prvem polčasu, ki je realno povedal, da ni ok. Torej, v prvem polčasu smo se ustvarili zaostanek, ki ga seveda moraš loviti. Uspelo je, celo smo bili v šansi, da bi tekmo dobili, ampak ni bilo dovolj. Mislim, kako pol lahko pride neka druga ekipa iz polčasa. Kako se lahko pol brcneš žrit na polčasu in si rečeš, da boš odigral tako, kako se spodobi za slovensko reprezentanco, in drugi polčas dobi za 17 točk proti istemu nasprotniku, ki si igral v prvem polčasu. Kaj nam to pove? Kaj to pove igralcem? Mene baš briga, kaj bo v ponedeljek. Mene baš briga, če nabijamo Portugalce doma za 70 pik naslednja tekma. Baš me briga. Res, meni je dovolj tale poraz. Vrh glave imam tega, kar se dogaja na zvezi. Vrh glave imam tega, kako se lotevamo srečanj. Vrh glave imam tega, da nismo samo kritični. Ne govorim zdaj o igralcih. Vemo, o čem govorim. Vrh glave imam tega.
In tudi sama javnost se zgraža. Normalno, da se kako se ne bo. Ne čakam, da se še kdo od bolj poznanih košarkarskih imen oglasi. Na forumu smo itak lahko vsi glasni, pa kao selektori, to je najlažje, to se vedem. Ampak enostavno igramo se mi z imenom in častjo in vse, kar pomenimo v evropski košarki, kar Slovenija pač je pomenila ali še se ne vem več. Ne vem. Lahko rečem, da sem ostal brez besed po eni strani glede našega prestoka. V prvem vmes sem napisal, da sem ostal brez teksta na spletu. In tako to je. Kot večen optimist mi je bila danes všeč igra mladih, tisti, kjer so dobili priložnost, od katerih nismo pričakovali neke težke odgovornosti. Mark Padjen 7 asistenc v 16 minutah, pa ne samo to, lepo vse fajta v obrambi, tudi na centrskih položajih mladi od Mirtiča do Daneva so naredili svoje, ampak konec koncev ni danes čas, da bomo v spredje dali pohvale, ne, ker isti igralci skupaj z ostalimi tudi potem v skoku v prvem polčasu nismo naredili oziroma nismo bili agresivni, nismo odgovarjali na njihovo agresivnost, ampak spet ne morem se znebiti občutka, da bi krivil tiste, ki so igrali. Kako se to kontradiktorno sliši, ampak ne vem, če bi me nekdo prebil na križ, pa verjamem, da tudi vi tako menite, bi do zadnjega trdil, da je Slovenija od Portugalske za razred in pol boljša reprezentanca v tej sestavi obeh ekip v tem trenutku. Ampak kako pa so zadeve vodene, ne? To je pa tisti odločujoč faktor. Zdaj vmes, ko to govorim, sem dočakal še drugega soodgovornika na Šport TV, to je Lukaš Čuka. Dajte, mislim, kaj bo Lukaš Čuka zdaj tu z vsem dolžnim spoštovanjem do Luke povedal, kaj bo Zoran Dragič kot izkušen zdaj tu. Dajmo tiste pred mikrofon, ki imajo škarje in platno pri teh usmeritvah igralcev. To mene zanima. Ne rabim zdaj čakati na novinarsko konferenco, da se bo na koncu Sekulič javil. Zdaj mene to zanima. Mogoče Šport TV niti ni imel možnosti, da bi pridobil, mogoče se PR-ovci zveze niso odločili, se nema veze. V glavnem, po eni strani sem se veselil tekme v Kopru. Če me vprašate, koliko se zdaj veselim, ein bisschen, bi rekli Nemci, oziroma jaz vam pa povem, niti bisschen, evo. Res. Zanimalo me je, da bi videl Padjena igrati, zanimalo me je, da bi videl Žigo Daneva. Mislim, da si bom oba dva z največjim veseljem gledal v dresu Ilirije oziroma v dresu Olimpije, na katere nastopate, pa še koga drugega bi se z veseljem ogledal, ampak ne vem. Sprejmem, da mi spodaj napišete, kakšni navijaci to v slabem ne podpira svojih, pa ne gre se za to. Ne gre se za to. Vsi smo mi navijači tukaj, vsi, ki se jezimo, smo navijači, vsi, ker hočemo dobro reprezentanci. Ampak ne za vsako ceno. Zakaj nimamo pristopa, ko se začne tekma, kot ga moramo imeti? More nekdo odgovarjati. More. Dovolj je. Res je dovolj. Dovolj imam tega. Še samo en hiter skok na eno drugo prizorišče, samo za informacijo, da mogoče malo bolj pozitivno končamo tale kratko javljanje, kratek podcast, da vam tako rečem. U19 ABA liga se igra in Krka in Cedevita sta se merili, zdaj Krka nažalost porazom 78-93, medtem ko pa je Olimpija igrala proti Širokem, če se ne motim, oziroma Spartak Office Shoes. 60-87 za Olimpijo, tukaj je kar nekaj igralcev, ki bodo morda nekoč sestavili slovensko reprezentanco.
Morano Mahmutovič 19, Marhukič 21, Lazarevski 18, zraven še 9 asistenca, indeks 28 in pa Tunejc 12 točk, 14 skokov, indeks 26. Toliko do naslednjič. Lepo vas pozdravljam. Če so vam podobne analize všeč, ponavadi rečem, ne, vas povabim, da se naročite na moj kanal, vabilo ostane. Verjamem pa, da so vam kakšne druge, malo bolj pozitivne analize, malenkost bolj všeč kot tale današnja. Gregor sem bil z vami iz Greg Sporta. Povabim vas tudi na podcast, katerega so ustvarjam, Funk and Dunk podcast, tudi najdete na YouTubeu, pa na Facebooku, Instagramu in tako naprej. Pogovarjali smo se že s Sašom Ožboltom, ki bo objavljen konec tega vikenda. Lep pozdrav. Hajme meni.